Če rečemo, da je kamera telo in duša fotoaparata, potem je objektiv srce. Brez objektiva ne moremo narediti slike. V njem so namreč leče, ki prepuščajo in lomijo svetlobo. Najenostavnejši objektivi pri kompaktnih kamerah imajo samo eno lečo, najboljši objektivi SLR kamer pa so sestavljeni iz več 10 leč, ki so združene v več skupin. Še posebej veliko leč je pri zoom objektivih, kjer je potrebno zaradi spremenljive goriščnice veliko prilagajanj in popravkov. Na sliki je primer takega sistema leč. Modro obarvane leče so sprednje leče, ki s svojim drsenjem nastavljajo ostrino. Zadaj pa vidimo razmak med lečami in goriščno ravnino, v katero je nameščen film. S spreminjanjem razdalje leč do te ravnine se spreminja goriščna razdalja, s tem pa zorno polje. To je možno le pri zoom objektivih, fiksni objektivi pa imajo nespremenljivo goriščno razdaljo. V objektivu pa niso samo leče. Tu je še ena zelo pomembna stvar – zaslonka. To je iz srpastih ploščic sestavljena naprava, ki ima v sredini odprtino. Glede na to, kako se srpaste ploščice nastavijo, se ta odprtina lahko veča ali manjša. Objektiv se priklopi na telo kamere preko posebne ploščice, ki ji pravimo bajonet. Na tej ploščici so stiki, ki prenašajo informacije iz kamere v objektiv in obratno. Objektivi se razlikujejo po tem, kakšno goriščno razdaljo imajo. Poznamo širokokotne, normalne in teleobjektive. Drug pomemben podatek, ki opisuje objektiv, je svetlobna moč. To je razmerje med goriščno razdaljo in največjim premerom odprtine zaslonke v objektivu. Poleg svetlobne moči pa moramo poznati tudi premer objektiva, saj le tako vemo, katere filtre bomo potrebovali za naš objektiv. Ti so namreč navijajo kar na konec objektiva, širina navoja objektiva pa se mora seveda ujemati s širino navoja filtra. Večji filter sicer lahko damo na ožji objektiv, v obratnem primeru pa filter na robovih že prekriva objektiv, posledica tega pa so temni robovi na posnetkih. Večina objektivov ima poleg ročne tudi možnost avtomatične ostritve, kar se na objektivu vidi tako, da ima majcen vtič, ki preko bajoneta sprejema vrtljaje motorja iz kamere. Ne glede na vrsto ostrenja pa je pomembno tudi, kako ostrenje poteka znotraj objektiva in sicer katere leče se pri ostrenju premikajo. Poznamo več različnih sistemov ostrenja, na primer zadnje ostrenje, notranje ostrenje ter raztezni sistem ostrenja. Pri zadnjem ostrenju se premika ena ali več leč za zaslonko. Zaradi njihove majhne velikosti in teže je avtofokus zelo hiter. Pri zadnjem ostrenju se dolžina objektiva lahko spreminja. Za notranje ostrenje je značilno, da se pri ostrenju premika ena od skupin znotraj objektiva. Pri tem se fizična dolžina objektiva ne spreminja, omogoča hitro ostrenje in izdelavo majhnega ter lahkega objektiva. Pri razteznih sistemih se pri ostrenju premikajo sprednji elementi leč ali pa kar vse leče. Pri tem se dolžina objektiva spreminja. Ostrenje s takim sistemom je relativno počasno. Večina zoom objektivov je razteznega tipa. Objektive delimo glede njihove goriščne razdalje na fiksne objektive, ki imajo samo eno goriščno razdaljo, ter zoom objektive, ki lahko zvezno spreminjajo goriščno razdaljo v nekem razponu. Na splošno so fiksni objektivi boljši od zoomov, saj imajo boljše optične lastnosti. Pri zoomih je tudi pogostejša napaka popačenja in zasenčenja. Pri objektivih pa lahko pride tudi do nepravilnosti. Popolne leče bi morale biti ostre, kontrastne, brez popačenj in brez zasenčenj. Vse leče imajo določene pomanjkljivosti, ki pa jih proizvajalci odpravljajo s posebnimi oblikovalskimi tehnikami. Dve taki tehniki sta uporaba asferične in apokromatske leče. Asferične leče omogočajo sliko brez popačenj tudi na robu, to pa dosežejo s posebnim oblikovanjem leč, ki so proti robovih tanjše. Še posebej so uporabne pri širokokotnih objektivih, saj se pri teh svetloba na robovih lomi pod največjim kotom. Če leča ni asferična, se lahko svetlobni žarki stekajo pri različnih razdaljah, rezultat pa je neostra slika. Zelo pomembna je tudi pozicija asferičnih leč. Najbolje, da je v sprednji skupini leč. Prisotnost asferične leče pa ni garancija za dober objektiv. Apokromatske leče ali krajše apoleče se za razliko od asferičnih bolj uporabljajo v teleobjektivih. Pri teh prihaja do pojava kromatične aberacije oziroma barvne nepravilnosti. Na lečah se namreč barve različnih valovnih dolžin lomijo pod različnimi koti, zato se v gorišču ne sekajo vse barve skupaj. Brez popravkov
pa bi dobili na filmu neoster, če ne že kar mavričast posnetek. To napako se odpravlja s posebnimi dodatki, ki pa so včasih le reklamna poteza proizvajalcev, ne pa resničen napredek. Objektivi so najpomembnejši dejavnik pri kvaliteti fotografije. Kamera nam zgolj omogoča fotografiranje, od kvalitete objektiva pa je odvisno, kakšne fotografije bomo imeli.